Lepo pozdravljene, drage gledalke in cenjeni gledalci. V katoliški cerkvi 2. februarja praznujemo Jezusovo darovanje v templju ali svečnico. S praznikom Gospodovega darovanja je povezano tudi redovništvo in Bogu posvečeno življenje v cerkvi. V slovenskem cerkvenem prostoru deluje nekaj 100 redovnic in redovnikov, med katerimi je tudi pater Marjan Kokalj, predstojnik jezuitske skupnosti v Dravljah v Ljubljani in nekdanji režiser škofjeloškega pasijona. Pater Marjan, lepo pozdravljeni na družini in hvala, ker ste se odzvali temu povabilu o pričevanju vašega redovniškega življenja. Lep pozdrav tudi vam, pa vsem gledalcem, poslušalcem. Sem zelo vesel, da ste me povabili, pa da imam priložnost tudi povedati nekaj svoje izkušnje, deliti z vami. Ja, svečnica je poseben dan, ne, za redovnice in redovnike. Kako ga vi običajno preživite ta dan Bogu posvečenega življenja ali ko se spominjate tega dneva? Ja, za nas je to res poseben dan. Običajno se dobimo redovniki in redovnice posamezne škofije skupaj, imamo sveto mašo in lep dogodek naše potrditve med sebojne, ne. Preprosto se srečamo med sabo, ker poklepetamo, pa ta mašna daritev je v ozadju kot neka vez med nami. In to je, lahko bi rekel, enosrednji dogodek vedno ta dan. Potem pa tudi v sami skupnosti pripravimo malo bolj slovesno kosilo. Mora biti tudi na tej materialni, fizični ravni, saj kot predstojnik to podpiram, ne, da je tudi telo vključeno na nek način in se imamo tudi lepo. Res pa je, da v naši konkretni skupnosti ponavadi po kosilu pa igramo tarok, ne, to je pač neka naša razvedrilo, rekreacija, tudi ta dan ponavadi to delamo. Ne. Športna in miselna rekreacija. Tako. Pater Marjan, vaša življenjska zgodba je res zelo zanimiva, zelo pestra. Začniva morda v vašem otroštvu. Zdaj vi izhajate iz Selške doline, ne? Rodili ste se kot 9. od 11 otrok v kmečki družini. Najbrž je bilo to kar eno tako živahno življenje. Kakšni so spomini? Moram reči, da imam spomine izredno lepe na moje otroštvo, na mojo mladost. Torej, bil sem 9, to pomeni, da je bilo pred menoj že zelo živo v sami hiši. Pač toliko bratov in sester, oni so imeli tudi vsak svoje prijatelje, ki so jih pripeljali k nam domov, pa smo imeli bratrance, sestrične, tako da je bila naša hiša kot domicil bila vedno polna ljudi, tako ob koncu tedna. Seveda pa tudi v sami vasi, kjer sem živel, je bilo veliko otrok v tistem času. In imeli smo, lahko rečem, izredno lepo otroštvo, je bilo ogromno igre, veliko iniciative med nami, a ne, druženja. Bili smo pa povezani tudi z župnijo v Sevcih, to je bila naša župnija, z mladino tam in tudi oni so včasih k nam prihajali ali pa mi k njim. Tako da je bilo to izredno živo in pestro življenje in mislim, da nam je nudilo vsako vrstno ustvarjalnost in nek občutek ene širine in ene svobode. No? Zdaj ta vaša mladostniška leta, ko sva se pogovarjala na ta pogovor, ste dejali, da ste imeli zgled vere, ne, pri starših, tudi seveda pri bratih in sestrih starejših. Tudi zelo zgodaj, ne, ste postali že ministrant, mislim zgodaj v 4. razredu. V 4. razredu, ja. Takrat smo imeli enega duhovnika, župnika Lojzeta Lamovška, ki je imel predvsem ministrantov in spomnim se teh ministrantskih vaj, ki smo jih zelo resno jemali in z veseljem sem ministriral. No. Tudi ta skupina ministrantov je bila zelo zanimiva, skupaj smo igrali nogomet in različne športne dejavnosti izvajali, pa tudi ta zavest pripadnosti cerkvi bila kar precej močna med ministranti. Ne. Zaznavali smo v to še na poseben način v šoli, ko si takratni šoli pri nas so te poznali, da si ministrant in učiteljica včasih rekla, če sem se želel kaj pretepati ali pa noreti, ministrant si pa si tak. Tako da sem videl, da tudi družba gleda na ministrante kot nekaj zglednega, pozitivnega. Ne? In tudi iz tega je rasla moja pripadnost ministrantstvu oziroma cerkvi. Ja. Dejali ste tudi, ne, da v vaši družini ni bilo prostora za, ne vem, preklinjanje, alkohol, za kakšno opolzko govorjenje, se pravi, tudi tukaj bil en zgled, za katerega sta skrbela starša, da so bili ti osnovni pogoji res. Kaj pa, če se je kdo kaj pregrešil od otrok? Je bila kakšna kazen? Je bila, ja, to pa strani očeta hitro. A ne? Oče res ni prenašal preklinjanja, pa pitja alkohola ali pa kajenja ali česa podobnega. Tukaj je bila pri nas ostra meja. Ne? In to smo vedeli vsi, da tega vsaj javno ne smeš. A ne? Tako da je oče kar odreagiral ostro ponavadi, je kar fajn ušesa navil ali pa še kaj več. A ne?
če si kaj takega storil, a ne, in ja, ni bilo možno in enostavno je bila to normalna kultura pri nas, da se ne preklinja, da se ne pije, da se ne govori opolsko in to je bilo nekaj tako običajnega, da ti ostane za celo življenje, no. Enostavno ne moreš, kasneje niti ne moreš tega začeti na nek način, ni to v tebi, ni nekje v globini to. Če ni zakoreninjeno, ne more nastati kar tako. Tudi slabe stvari, ne? Ja, tako. Zdaj, vi ste bili 9. otrok od 11, tudi sam sem bil zadnji otrok v družini. Lahko rečete, da ste bili morda, da so vas kaj razvajali, so vas kaj po domače ujčkali, oba pa izhajava tudi iz kmečke družine, torej dela je bilo vedno dovolj. Ja, tako je, ja. V delo so te hitro vključili doma. Pri nas doma je bil nekaj časa vrstni red narejen, recimo ob sobotah, kdo bo čistil čevlje, kdo bo pomival in tako dalje. Starejši so razpored delali in tisto si moral opraviti, ne. Tako da si očistil čevlje vsem bratom pa sestram, recimo, ne. In tako da starejši so nas mlajše kar malo držali glede tega, ne. Po drugi strani so nas pa tudi razvajali, lahko rečem, tako da sem jaz praktično imel v družini 2 mame, a ne, bila mama pa še ena starejša sestra, ki se je še posebej zame zavzemala, mi kaj posebej kupila, tako da malo razvajani smo se počutili, najmlajši 3, ne. Dali so nam tudi svoja imena, so se malo hecali iz nas, ne, in smo bili Pingo, Jumbo pa Bimbo, ne, in meni so pravili Bimbo. Tako so nas malo hecali, starejši bratje pa sestre, in smo bili nekaj posebnega. Čutili smo se dosti v središču pozornosti, a ne. Ogromno smo pa tudi prejeli od starejših bratov pa sester znanja. Naučili smo se vsi prebrati in pisati, preden smo šli v šolo, in tudi ostalih veščin in tudi kar zadeva vero, smo veliko od njih dobili. Ja. Kako pa se spominjate teh srednješolskih let, ne? Obiskovali ste gimnazijo? Ja. Dejali ste takrat, da ste se znašli v neki notranji krizi. Ja. Kaj mislite s tem? Kakšna notranja kriza je bila? Ja, ko sem prišel v gimnazijo v Škofji Loki, sem takrat obiskoval, ravno takrat ali pa malo pred tem, mogoče 1 leto, 2, predtem so se gimnazije preimenovale v srednje družboslovno jezikovna šola. Bilo je usmerjeno izobraževanje pod vplivom tega jugoslovanstva oziroma tega Kardeljevega socializma, ne? In kar malo za malo se mi je že zdelo to, da nisem gimnazijec, da sem nek družboslovec in jezikoslovec, ker na koncu si izobrazbo imel jezikovni in družboslovni tehnik, a ne, na koncu gimnazije. In ni bilo mature, a ne, imel si pa potem sprejemne izpite naprej na fakulteto. In iz tega obdobja v tem obdobju sem doživel kar resno krizo v sebi, zato ker na šoli v Škofji Loki takrat je bilo precej promarksistično vzdušje, lahko rečem zelo odkrito, zelo dokaj agresivno. Slavko Gaber je bil takrat profesor tam, a ne, in on je bil zelo močan pri sociologiji in družbeno-moralni vzgoji, glede teh načel, ki pa so zelo kritizirale krščanstvo, a ne. Spomni se, ko nam je razlagal zakramente kot fetiš in tako dalje. In seveda je bilo zelo težko to za mojo vero, ne. Ker nisi našel razumnih razlogov, da bi odgovoril, ne. In sem zelo trpel zato, ker v cerkvi pa nisem našel nobene ustanove, ki bi znala intelektualno parirati tedanji družbi. In to je bilo za tedanjega mladostnika kar precej težko in lahko rečem, da nisem vedel, kam bi se dal. Znašel sem se nekje vmes, nisem se hotel identificirati z aktualno mladino, hkrati sem bil pa kritičen tudi do krščanskih korenin, ker sem imel že težave s tem, da sem veren samo zato, ker sem bil tako vzgojen, ne. Da Boga mogoče niti ni, ampak je to samo nek kulturni relikt, ne. In v tej stiski notranji sem se kar malo umaknil vase in zelo trpel, no. Šola mi ni pomenila takrat nič in spomnim se, da sem pri sociologiji želel imeti 2, sramota je bila zame, da bi višjo oceno imel in sem prosil celo Slavkota, če bi mi dal 2, pa ni hotel, a ne, tako sem rekel, že hočem imeti 2, ker mi je pač sram imeti višjo oceno in na koncu bi vseeno dal 3, a ne, kar se mi je zdelo kar za malo, da imam tako oceno v spričevalu, a ne. V bistvu šola mi takrat pomenila, nisem cenil tega izobraževanja takrat, sem pa veliko razmišljal v tem precepu, v katerem sem bil in iskal literaturo, ki sem zelo težko našel, kakšno kritično literaturo glede tega miselnega okolja, v katerem sem živel, ne. Videl pa sem, da domači in vsi ostali tega ne razumejo, niso bili v tem in tudi pri nikomer, niti pri župniku nisem mogel najti nobene pomoči, nobene opore, ker pač niso poznali teh stvari. Ja, mogoče je Bog hotel, da sami najdete neko svojo pot iz tega. Ja.
In je bila pa potem še ena preizkušnja, takoj po koncu srednje šole ste pa odšli na služenje vojaškega roka. Tako je, V ja. današnjo Severno Makedonijo v Štip. Ja. To pa je bila še ena posebna izkušnja na poti zorenja in odraščanja. Mislim, da je bila kar posebna. Že prej sem vedel doma, ker je bila, dobro, moja družina je bila, oče bil domobrance, ne, pa starega očeta so ubili, pa tako, da smo malo označeni tudi v tem smislu. Tako da tudi te lokalni veljake, ne, ko smo odhajali v vojsko, eden, ki bi tam zraven te komisije rekel, tega pa dajmo Jarke kopati v Štip za mene. Ne. No in seveda sem šel v Štip in sem bil tam v pešadi za mitraljezom in to. Ne. In Ratko Mladić, ki je bil potem vojni zločinec, je bil tam komandant. Tako da jaz takrat so bili že malo leta uporništva, takrat je bil ta proces proti Janši in to, smo se čutili že upornike proti Jugoslaviji in sem vojsko doživljal kot koncentracijsko taborišče. In tako sem si predstavljal, nisem hotel nikakor se identificirati s tem, ker sem že čakal, da bo konec tega. Ne. Zdelo se mi pa kot družboslovec ali nekako intelektualc, za kakršen se ga štel, moram biti kritičen do tega režima in že iskati poti naprej v samostojno Slovenijo na nek način. Ne. Nekako smo kar goreli za samostojno Slovenijo že takrat in smo si tudi pri vojakih počas kaj privoščili. Ne. Ste bili zaradi česa kaznovani, zaradi takšne stvari? Bil sem na zaslišanju, se pravi, enkrat sem se pač ubril na balin, tako kot v taborišču, sem hotel s tem povedati, pa še številko sem si hotel dati gor, to so mi drugi preprečili, so vojaki, so rekli, tega pa ne delaj. Ne. In je razumel oficir, da to hočem povedati in je bila kar reakcija burna, ampak sem bil vesel, da sem to uspel mirno prenesti in se mi zdelo, da sem trpel za Slovenijo. In tako. Ja. Koliko časa pa ste bili v Makedoniji? 12 mesecev, ampak ves čas v Štipu, se pravi, nisem šel nikamor drugam vmes. Tako da je bilo kar intenzivno in notranje tudi intenzivno, v smislu notranje rasti pa je bilo pozitivno, če tako vzameš, da sem nekako to prestal. Tudi želeli so me v notranjo službo spraviti, so me poklicali, če bi vohun bil, ne. Tudi to, in to kmalu po začetku, ampak tudi to sem lahko odbil, to so me že prej poučili, preden sem šel tja, so imeli že izkušnjo drugi doma. Ja, hudič povsod odpira vrata, ja. Poskuša priti noter v človeško dušo. No in če bi kdo mislil, da ste potem šli, ne vem, v noviciat ali na teološko fakulteto, se moti, ja, kajti šli ste na filozofsko fakulteto, študirali slovenski jezik in etnologijo s kulturno antropologijo. 3 leta ste bili celo zaposleni na občini Škofja Loka, kjer ste organizirali in režirali izvedbo škofjeloškega pasijona. Kakšni so spomini na to etapo vašega življenja, torej ta študijski čas in potem zaposlitev v Škofji Loki in seveda sama izkušnja pasijona? Sam študijski čas je bil zame zelo pomemben, ker takrat sem pa doživel temeljno spreobrnenje notranjo, mogoče bilo tam leta 96 nekje, ko sem pa Boga doživel kot resničnega. Prej sem seveda občudoval krščansko kulturo, vso to zgodovino in to me je fasciniralo, umetnost, kultura. In potem sem pa Boga doživel, da je živ, iz lastne izkušnje. In doživel sem tudi to, da je človek po svoji naravi res ustvarjen po Božji podobi in da naše molekule skupaj drži ljubezen, da to je fizika sekundarna stvar ali pa kemija. Primarna ljubezen, ki nas drži, in to je težko razložiti, ampak to sem doživel nekako celostno. In to mi povsem prevzelo in doživel sem ogromno hvaležnost Bogu, za to. In iz teh hvaležnosti potem rasla ta moja vera in odkrivanje Svete Trojice, Marije in tako naprej. In to je bil ta proces potem omenil takrat naprej. In zato je bilo to lepo obdobje, potem me pa zadev ta škofjeloški pasijon, bi rekel. Sam sem se v Sevcih ukvarjal z režijo v kulturnem društvu, Janez Evangelist Krek. In niti nisem sam želel pasijon delati, ampak me je našel na nek način. On našel vas? Ja, on je našel mene. Se pravi, enkrat sem delal neko predstavo na prostem, tako spektakl v Sevški dolini, v neki dolini, in to je prišel pogledati župan in odgovoren za družbene dejavnosti še zraven. In sta si rekla, da bi bil pa ta prav, da bi delal škofjeloški pasijon, in sta me sama povabila potem k sodelovanju. Malo je pa pomagal tudi brat Anton, ki je bil takrat, mislim, v Novi Sloveniji v politiki, pa je poznal tudi župana in to. In potem so me sami povabili tja, prišel sem tja, vprašal, kaj pričakujejo od mene, potem so mi dali na razpolago, da naredim nek načrt. Ta načrt so potem pregledali, ga odobrili in potem smo začeli s to pripravo. In moram reči, da bi to mogoče do zdaj najbolj kreativen del mojega življenja,
imel sem popolnoma proste roke in moje delo je bil užitek. A ne. Z veseljem sem delal 16 ur na dan, plača je bila pripravniška, tisto ni bilo nič vse skupaj, ne. Ampak jaz sem užival v delu, a ne. Ker sem lahko kreiral tisto, kar sem hotel. A ne. In ena zanimiva plast je bila odkrivanje samih starih tekstov, se pravi tega simbola slovenske dramatike. Tukaj sem se tudi znašel vmes med tem režinskim pa med nečem novim, a ne, med odkrivanjem tega, kar je zamolčano, in da se obelodani ta prvi tekst dramski, v celoti ograna režijska knjiga, da se obelodani in spet postane nek simbol, no, v tem smislu. Druga plast je bila osebna rast v veri, namreč odkrival sem, kako Bog sodeluje z menoj pri tem projektu, ki je bil zelo velik, ki me je presegal sam na sebi, posebej finančno, a ne, in kako je Bog odpiral vrata. To je nekaj neverjetnega. Najprej sem si mislil, da je to naključje, potem sem pa videl, da je to pravilo, a ne. Da tam, kjer jaz ne morem, z nekim humorjem, Bog ima smisel za humor, je vedno popravil za menoj napačno odločitev. Sem rekel, kdo je to, ki hodi za menoj? Prav otipljivo sem doživljal prisotnost Svetega Duha, da takrat odkril. A ne. To je bila ta druga dimenzija. Tretja je bilo pa stik z ljudmi, odkrivanje ljudi, ki jih je bilo zelo veliko vključenih. In ko sem odkrival ustvarjalnost in dobroto pri ljudeh in podporo, ta pasijon je nastal samo zato, ker so ljudje ga podprli. Medtem, ko so bile te strukture proti, ne, se pravi, bodisi kulturne, Škofja Loke ali pa občinske, razen župana in to, a ne, recimo ta občinski svet je bil kar precej proti, a ne, temu. Se pravi, ker pa je toliko ljudi to podprlo, je to bilo. Namreč moč ljudstva je bila tukaj, nekako glas ljudstva, in to je tudi značaj pasijona, a ne, da pač poveže ljudi, ki sodelujejo, ki se tam srečujejo, a ne, in v tem je močna socialna, pa tudi ta duhovna komponenta, ker tekst je pa le duhovna, ne, osrednji, ob čemer se zbiraš. Tako da te tri dimenzije sem močno odkrival, jih med sabo povezoval in se zelo učil. A ne. V meni je bil pač nek občutek, po eni strani malo strahu, ker nisem vedel, kam gremo, kaj bo. Se mi je zdelo, da hodim kot en Mojzes po puščavi, vsi verjamejo vame, jaz pa niti ne vem, kje je obljubljena dežela. Tako kot Mojzes, ja, res. Ja, in hodiš v tisti veri, imaš intuicijo, imaš neko predstavo, ne veš pa natančno, kako bo zdaj to, ker to ni bilo nikoli prej tako izvedeno, da bi mi videli. A ne. In to je bila močna izkušnja vere, po drugi strani pa velike ustvarjalnosti, kot že rečeno. Se pravi, izjemno možnost za ustvarjanje sem imel na vseh nivojih, se pravi, kot sam tekst, kot sama drama, kot samo gledališče. Potem sem pa tudi doživel to ustvarjalnost v interakciji z ljudmi. A ne. Oni med seboj, jaz z njimi, nikoli nisem štel za naključje, da sem srečal enega človeka, ki bo igral eno vlogo. Bog mi ga je poslal, tako sem to doživel. A ne. Spomnim se, ko sem iskal apostole in sem prišel v Poljanski dolini v gostilno na Vidmu. In okrog mize so sedeli bradači, bila je kot Karavadževa slika. Sonce je svetilo na eni točki na njihovi sklesane obraze, oni z bradami, v tisti pozi so bili, kot da je zaustavljen ta prizor, tam zadnje večerje, ne vem, kako bi rekel. In nenadoma in sem jih kar vprašal, če bi igrali pri pasijoni, in so bili pretežno za. Tako da je bilo, tudi take stvari so se dogajale zanimive. Skratka, ta ustvarjalni moment je bil izjemen. In tudi potem je to izvalo ljudi v njihovi lastni ustvarjalnosti, da so sami ponudili svoje ustvarjalne produkte, ustvarjene produkte. Na vseh področjih, slikarstvo, fotografija, v šolah so otroci to risali, ne da bi jaz karkoli to sprožil, samo je šlo. Ne. Ja, potem pa je prišlo leto 2000, ko ste vstopili novicijat. Ja. A ste o tem razmišljali že vmes, ko ste recimo režirali Pasijon? Je ta odločitev se zgodila tako, se je razvijala, oziroma kako je? Ne tako eksplicitno, ne, nisem imel to v zavesti zelo eksplicitno. Že prej, kot sem omenil, potem s preobrnjenjem je bila temeljna odločitev za Boga in da želim iz hvaležnosti Bogu, res iz ene hvaležnosti, ki me je vedno ganila, ne, ta njegova prisotnost, želim nekaj narediti za njega in moje življenje porabi za nekaj dobrega. Sem rekel, ne bom že toliko tega vsega zla, vsega tega, življenje želim posvetiti nečemu dobremu, pa sem pa iskal možnost, kaj bi to bilo. A ne. In med pasijonom, kot sem že omenil, ko sem videl to delovanje Svetega Duha, me je to tako prevzelo, tako močno, da sem želel pa res nekaj takega živeti ves čas. Ne.
se mi je zdelo to največji užitek, biti ves čas v stiku z tem kreativnim svetim duhom, ki se ga videl najbolj kreativnega od vsega, kar sem do takrat doživel, bolj od vsake umetnosti. Vsaka umetnost postane postana s časoma. Redka umetnost preživi svoj čas. Medtem ko sveti duh pa stalno kreira. In sedaj, če sem z njim povezan, se pravi, imam poklic, ki je povezan s tem, bom najbolj svež tudi v tem ustvarjalnem smislu. In to je bil en tisti impuls, se mi zdi. Potem tak drugi se mi pa zdi, da so bile tudi duhovne vaje, ki sem pri Jezuitih jih takrat enkrat delal. Nagovorila me je ta globina in na nek način absolutnost, se pravi ta absolutna povezanost z Bogom in ta absolutni temelj, ki se ga doživa. Da nekam lahko nasloniš življenje z vsem. Drugo se vse zmuzne v življenju. Tam pa lahko trdno postaviš in to me je zelo močno nagovorilo, da se tukaj da nekaj zgraditi. Na tem smislu. A ste kaj kolebali, v katero redovno skupnost bi vstopili, ali so bili nekako Jezuiti taka prvotna odločitev, oziroma se je kar sama od sebi ponujala? Za moje takrat poznal sem druge redove, sem včasih bil že v osnovni šoli na duhovnih vajah pri različnih redovih, pa vendarle me je, saj za moj tedajni pogled ne morem tako soditi, čisto objektivno, ampak za moj pogled takrat je bila zame to najgloblja duhovnost, ki sem jo lahko doživel, najbolj resna, najbolj temeljita, zato sploh ni bilo drugo vprašanje. Škofijski duhovnik nisem želel biti na noben način, nisem se čutil. Želel sem, da je nekaj zelo, mogoče iz te izkušnje srednješolske, in tako sem želel nek globok temelj, ki bo tako na izkustveni kot miselni ravni en soliden temelj nekako življenju, kar bom jaz tudi drugim ljudem govoril. Ne morem kar tako nekaj govoriti, sem prebral, zdaj pa naprej to govorim. V tem smislu, ja. Potem vas je pot zanesla tudi v Padovo, študirali ste filozofijo, pa v Rimu teologijo na Univerzi Gregoriana. Kako vas je pa ta mednarodna izkušnja oblikovala? Je bila izjemno lepa, zame je bila to res lepa izkušnja, zelo lepa. Že v Padovi sem srečal predvsem italijanske jezuite, nekaj pa jih je bilo tudi iz vzhoda, se pravi iz Rusije, Belorusije, oni so takrat začenjali svoje študije, novicijate in študije, Rusija ni imela do takrat po komunizmu jezuitov, tako javno, in je bila zelo lepa izkušnja mednarodnosti, hkrati pa te italijanske kulture, ki je povsem drugačna od te, ki sem jo sam imel, recimo naša gorenjska kultura bi bila prej podobna bolj avstrijski, alpski, Italijani so bili pa povsem drugačni, jaz nisem imel prej z njimi kakšne posebne izkušnje, tako da najprej so mi delovali zelo čustveni, zelo mehki, preveč previdni v izrazoslovju, zelo vljudni, in najprej se nam je to zelo smešno malo, tako tistim, ki smo bili iz vzhoda pa to. Potem nam je bilo pa to zelo prijetno postalo, ko smo se tega navadili, ker si se čustveno lahko bolj sprostil, se izrazil, zelo so bili široki, razumevajoči, tudi če nisi znal jezika, zelo dobro v začetku. Italijan bo vedno rekel odlično, perfektno govoriš, če tudi je bilo bolj tako. Skratka, zelo lepa izkušnja tudi študija samega, ker vendarle je bila Padova center aristotelizma v evropskem smislu, ravno tam smo tudi Aristotela študirali, to klasično filozofijo na državni univerzi, nekaj pa je bilo pri jezuitih na inštitutu Lezianum, tako da smo imeli delen študij na državni univerzi filozofiji pa pri jezuitih. In moram reči, tudi samo mesto je fascinantno lepo, reči od druge Benetke, večkrat smo bili v Benetkah, tudi na počitnicah, ker so jezuiti imeli hišo tam, si šel brez problema za ston, praktično v Benetke, tako da je bilo zelo lepo. V Rimu pa tudi, potem teologija, to je pa sploh bilo, Rim je mesto brez primere, se mi zdi, v svetovnem merilu, tako v zgodovinskem smislu, kot za krščanstvo oziroma katolištvo še posebej. Tam so grobovi apostolov in tako dalje. Tako da je bilo pa res zelo lepo vzdušje, čudovite skupnosti mednarodne, izjemno lepe spomine imam, na profesorje imam lepe spomine. Odkril sem tam v Italiji drugačen odnos do študenta, kot je bilo na Ljubljanski univerzi. Tam ni nikoli bilo tega vzvišenega pristopa, so bili zelo dobri profesori, pa vedno zelo spoštljiv odnos do študenta. Nikoli tisto, ko te mečejo na izpitih, ko muhe, tega ni bilo nikoli.
ampak se pravi, je bil ta osebni stik s študentom in občutek si imel, da je profesor do tega, da ti nekaj znaš. Ne, da njemu nekaj pokažeš, ampak da ti znaš. Ne? On se je zelo oseben pristop. No. Tako da sem videl, da smo imeli priložnost delati dobre univerze. Gregoriana je zelo dobra univerza, ne, lahko rečem. Zdaj tudi, ko gledam nazaj, je red od prijave na izpit do dolžine izpita, do materije, ki ti jo dajo, vse pošteno, zelo, zelo pošteno. Ne. Tako da je bila zelo lepa izkušnja. No. Tudi podiplomski študij, ki se ga tam delal, je bila zelo lepa izkušnja. Tako da lahko rečem, da sem veliko dobil od Italije. No, potem leta 2009 ste bili pa posvečeni v diakona v Rimu, potem naslednje leto pa v Ljubljani v duhovnika, s katerim ste tudi postali potem redovnik. Se pravi, ste bili stari že dobrih 40 let, ko ste postali redovnik jezuit. Ja. A je bila kakšna posebna oseba v vašem življenju, pater Marjan, ki vas je s čim še posebej nagovorila? Ali ste se zanašali bolj na to, kar sami čutite, kar sami doživljate, kar vam govori Bog, kar vam govori Sveti Duh? Jaz sem se osebno zelo bal, da bi kdo vplival name, ko sem se odločil za posebej, ko sem stopil v jezuitski red. Posebej sem imel malo probleme s tem, ker sta bila dva moja brata prej pri jezuitih in da bi ona dva vplivala name, ne, da bi šel. Tudi, ko sem bil pri jezuitih, so me nekaj časa malo menjali z njima, a ne, značajsko, in vse to so mi pripisovali določene stvari. Primerjave so vedno. Primerjave so bile, ne. To sem moral dati skozi, ampak bolj v začetku, ne. Potem sem lahko postal originalen, bi lahko rekel. Ja, to je bilo moja skrb, da bi se res avtentično odločil, no. Da ne bi nihče vplival name. Ne. Tako da mislim, da sem se tako odločil, predvsem v pogovoru z duhovnim spremljevalcem. To pa je bil pater Kejžar, to je pa bil en jezuit, ki se mi je zdel avtentičen, se pravi zelo razgledan, velik intelektualc, pa zelo preprost. In zdelo se mi je, da uteleša tisto, kar pravi, kakor doživiš Ignacija v avtobiografiji, oziroma kakor Ignacij govori o najmanjši družbi, sem rekel, to pa je en model jezuita, ki se ga veselim. Ne, da bi želel biti točno tak, kot je on, ker je drugačen človek, ampak zdel se mi je avtentičen. No. Recimo, on me je nagovoril, no, takrat. In sem ga potem tudi imel za duhovnega spremljevalca kar nekaj časa. Ne. Ja, omenili ste, niste bili osamljeni v družini, v tem redovniškem, duhovniškem poklicu, torej tudi brate klicalo, tudi eno od sester. Ja. Se pravi, so se res v vaši družini rojevali neki božji klici, božji dotiki? Dejansko, ja, res. Mislim, da res, ja. Mogoče smo vsi malo čutili tako, malo ta poklic v družini na nek način, do neke ravni, se mi zdi. Tako. In smo se vsi tudi strinjali v temeljnih postavkah, krščanstva in to, in se pogovarjali veliko o tem doma. Jaz sem tudi veliko dobil od starejših bratov pa sester. Ja, dva sta, eden je bil v malem semenišču celo, on nas je pravzaprav povezal z jezuiti in on se je potem odločil za drugačno pot, je postal psiholog. Druga dva brata sta pa se tudi kasneje, sta bila že v poklicu, odločila za jezuitski red, vendar sta potem spoznala, da je njuna pot drugačna, sta se drugače odločila. Tako da sem bil sam še toliko bolj previden prvič odločiti se za to, a sem se z vseh strani dobro preveril, a je to zame ali ni, glede na izkušnjo bratov, ki sta potem spoznala, da to ni, a ne, pa da ne bi, kot rečeno, vplivala name. A ne. Ja. Ena sestra je pa odšla v skupnost Loyola, je pa tudi zdaj ni več, praktično skupnost je razpadla, a ne, kot vemo dobro, oziroma je bila razpuščena, ampak kolikor jo poznam, nekako v srcu še naprej živi to svoje redovništvo, a ne. Ampak formalno sem zdaj ostal sam v tem poklicu, v redovniškem in duhovniškem. Ja. Se mi pa zdi velikokrat, ko se srečujem z brati in sestrami, da so še bolj goreči kot jaz, ne, ki sem redovnik pa duhovnik, ker nekateri tudi pričujejo kot par, ne, posebej brat je precej z ženo okrog v družina in življenje. Mislim, da so mi močna opora in tudi zgled, bratje in sestre. Sem ponosen na nje, no, sem jih vesel, pač vsi so ohranili vero, tudi njihovi otroci, večji del, ker se trudijo živeti res krščansko. In ja, včasih se mi kar zdi, da so še bolj goreči, a ne,
Ja, bratje in sestre nam res velikokrat pokažejo ogledalo in pokažejo tiste plati, katerih sami seveda ne vidimo. Ne? Tako. In oni si ti tu upajo reči stvari, katere si ti drugi ne upajo reči. Ne? Kako pa so, pater Marjan, starši potem ravnali, ne? Glede na te izkušnje, o katerih govorite, z brati, sestro, potem še en sin se je odločil, da gre med redovnike. Kaj sta dejala starša? Ja, starša sta bila že kar precej zmehčana takrat, ker so ostali pripravili so že puberteto številnih skozi dala pred nami, do nas najmlajših sta bila že kar precej mehka, tako da vse pripravljena. Ko pa šlo za to, sta bila pa sploh na vse pripravljena, sicer sta bila vesela, nobeden ni oponiral temu, sta pa ostala rezervirana v smislu bomo videli, ker sta imela že izkušnjo s prejšnjimi, da niso vsi vztrajali v tem. Kar pa je bilo zelo pozitivno zame, moram reči, ker nisem čutil nobenega pritiska, da moram biti duhovnik. Mislim, da doma nihče ne bi čudno gledal, če bi jaz rekel, da izstopam ali pa ne bi bil rad posvečen in tako dalje. Mogoče tik pred novo mašo, takrat, ko se že pripravlja, takrat bo najbrž hudo tudi za farane, ampak sicer nisem čutil nobenega pritiska. Sem pa čutil res veliko podporo, posebej mamino molitev sem zelo močno čutil. No, kasneje mi je enkrat razodela, je rekla, da ko sem se rojel, da me je izročila Mariji na poseben način, ker sem imel 5 kilogramov, ko sem se rojel, je bil zelo težek porod in najprej bi moral biti Gašper, moje ime, ampak ker me je izročila Mariji, če bom se zdrav rodil, pa Marjan. In tako 8. decembra god, je blizu rojstva, nekaj januarja. Tako da mama mi to kasneje zaupala, in da je nekako v srcu malo upala ali pa čutila, da bi lahko pa mogoče bil duhovnik. No, vas je že na začetku izročila. Ampak tega jaz nisem vedel. Vam je povedala dosti pozneje. Ja. Zdaj, po diakonskem posvečenju ste najprej opravljali župnijsko delo v Dravljah, kjer ste bili 3 leta po duhovniškem posvečenju tudi kaplan, potem ste odšli na študij magisterija v Rim na Lateransko univerzo, smer teologija, komunikacija. Potem pa je prišlo leto 2015, ko ste odšli kar daleč od doma in od Slovenije, in sicer v Manilo na Filipine, za 6 mesecev. Ste se veselili te azijske izkušnje, ali ste bili poslani? To spada pod tako imenovano 3. probacijo, to se pravi, to je 3. preizkušnja pri jezuitih. Se pravi, ob koncu tvojih študijev imaš nek rezime celotnega redovnega življenja in te pošljejo pač v neko skupino takih preizkušanih, ki imajo svojega voditelja, in skupaj opraviš mesečne duhovne vaje v tišini, še enkrat vse konstitucije, te stvari pregledaš, pa še v prakso te pošljejo potem nekam. In glede izbire prostora je bilo kar precej možnosti, kam bi to lahko še upravljati. Lahko si šel špansko govoreči svet, francosko, angleško. In jaz sem se odločil za Manilo, pač sem prosil provincialno, je to potem tudi upošteval, zato, ker sem novicijatu želel iti na Kitajsko v misijone. Takrat sem že vprašal, da bi bil misionar na vzhodu, ker se mi zdelo tam, da krščanstvo narašča, Evropa se mi zdela na stara gospa, ki umira, zakaj bi tukaj vznanjal, pejmo tja, pa bomo potem prišli nazaj, ker bojo tukaj dovolj ponižni za krščanstvo, tako sem imel eno tako vizijo, pa so pa ravno tukaj pač moral ostati. In sem želel iti tja, da izkusim to kulturo in to duhovno atmosfero, in ni bi bilo žal za to. Namreč ravno na Filipinih sem srečal tudi Kitajce, kitajske novince z notranje Kitajske in tudi mnogi Kitajci, ki so pribežali z notranje Kitajske pred preganjanjem. Tako da sem precej dobil uvida in tudi kitajske jezuite, provincijala, vsi so bili tam, veliki so bili na Filipinih. In z njimi sem lahko nekoliko globlje predrl v to kulturo, se pravi vzhodno, kako je s krščanstvom tam, in to mi je bilo veliko veselje in zadovoljstvo. Potem, ko ste prišli nazaj, ste pa kmalu postali študentski duhovnik v Mariboru. Takrat, leta 2017, ste postali tudi župnik novo ustanovljene univerzitetne župnije Maribor in pa ravnatelj jezuitskega kolegija Magis. Se pravi, ena sfera delovanja med mladimi. Vas je to tudi dodatno napolnilo oziroma obogatilo? Zanimivo pri meni je, da se nikoli nisem čutil talentiran za mlade. Mogoče iz te moje izkušnje srednješolske, ki se mi je zdelo, da so bili taki skalec in da ne poznam načina zabavanja, ne vem kaj, te mladine, teh mladih, kako bom jaz z njimi.
ampak sem se potem kar dobro ujel z njimi, sem bil sam presenečen, da sem lahko z njimi, pa to, ker se nisem imel za takega. In odkril sem veliko dobrega, lepega pri mladini, predvsem sem videl, da imajo še vedno visoke ideale in da je tisto, kar slabega pride v njih, je od starejših. To ni od njih, kar jim včasih pripisujemo, vse kopirajo od starejše generacije. Tako da iščejo svoj prostor v svetu, iščejo se tako po svojih talentih, kot odnose iščejo, partnerje in tako dalje. Tako da je bila to zelo zanimiva izkušnja, bodisi v kolegiju, kjer smo takrat imeli eno obliko skupnosti, se pravi, kot ena oblika krščanske skupnosti je bila, kjer je vsak imel svojo odgovornost in na to sem vedno apeliral tam. Nekdo je bil odgovoren za to stvar, za vse ostale, drugi za drugo in tako dalje. In smo pač njega vprašali, če kakšna stvar ni bila rešena. In so zelo resno to študentje vzeli in je zelo dobro to funkcioniralo. Imeli smo tudi vrt, ki so ga obdelovali, sami so pridelovali krompir, pa paradižnik in podobne stvari in tudi sami kuhali. Tako da je bilo to eno lepa skupnost. Skupaj smo imeli mašo, refleksije, duhovne vaje, pripravo na leto, akademsko in tako dalje. Bil je mešan študentski dom, pol deklet, pol fantov, tako da je bilo to na posebno vzdušje. So bili tudi težave, ki sem jih moral reševati. Ena pravila so v takem kolegiju in potem vedno znova moraš spominjati študente, včasih grejo čez mejo. Pa ne vejo, kje je meja, pa moraš urgirati in moraš biti tudi meje postavljati. To je bilo eno področje, drugo je bila pa ta študentska univerzitetna župnija, ki smo jo takrat ustanovili. Imel sem to priložnost, da si bil zraven pri tej ustanovitvi. Pobuda je bila od nadškofa, Cvikla. Jaz sem bil pa pač tisti, ki sem potem to ustanavljal. Posebnost tistega obdobja je bila ta, da smo bili popolnoma brez denarja v Mariboru. Takrat je ravno mariborska škofija bila na nižji točki, zablokiran račun in vsak v pastorali se moral znajti sam, finančno. Popolnoma sam. Tako da takrat lahko rečem, da so me financirali moji bratje pa sestre, doma dobro, da imam veliko družino, da sem lahko kdaj šel slučajno na obisk, tako malo, pa so vedno razumeli, da rabim denar tudi. In tako smo nekako preživeli. So pa tudi študentje same se znašli, ko smo bili v stiski, se je pač, kako bi rekel, povečala neka ustvarjalnost, kako priti do sredstva. In ne bom pozabil enega študenta, ki je šel na Veliki petek prositi denar okrog, so rekli študentje sami, pa pojdimo prositi po župnijah ali pa podjetnike. In je šel za cel dan, si vzel za pokoro to, za Veliki petek in je šel prositi denar, cel dan. No in potem so me vedno klicali od župnišča ali pa z kakšnega podjetja, a je to avtentičen človek ali ni, a je to nek pač prevarant, ki hoče denar. In se vedno moral potrjevati, da pač res je od naše župnije. In on je kar prišel pred župnijska vrata in prašal za 100 evrov, tako smo bili zmenjeni. Če je župnik dal, je dal, če ni dal, ni dal, je lepo se zahvalil in šel naprej. In je ogromno nabral tisti dan. Še bil je pa on zdravnik, se pravi že v 6. letniku medicine in vmes 2 uri se ni oglasil in nisem vedel, kaj zdaj z njim, nihče ni poklical. Potem je pa on kliče čez nekaj časa in pravi, veš, kaj se meni tukaj zdaj zgodilo. Se peljem po cesti in ravno pred menoj je zletel s ceste motorist in ni dihal. In jaz sem šel tja in mu dal umetno dihanje oziroma masažo srca in sem ga užival. Prav razumem, zakaj sem moral iti nabirati denar in to ga je tako pretreslo, da je od takrat naprej ostal zelo povezan z našo župnijo, zelo zvest in je začel verjeti, da ena dobra stvar, ki jo delaš ti sama sebi namen, ampak ima tudi druge dimenzije. Tako da smo se učili, študenti med seboj, si pomagali in je tudi nastajala neka vrsta skupnost, ko smo bili v tej stiski. Tako da je bila to zelo lepa izkušnja, pa tudi s sodelavci sem imel lepe izkušnje, posebej najprej bila sestra Meta, Potočnik, Uršulinka, ki mi je zelo pomagala, potem pa sestra Simona Kovačič od skupnosti Loyola, ki sta bistveno mi pomagali in mi podpirali pri tem delu takrat. Tako da imam lepe spomine na študente in nekateri še zdaj pridejo na pogovor v Ljubljano, so že poročeni, eni imajo že otroke, smo še povezani z nekaterimi ostali, kar je dober znak vsaj zame, da so bili kolikor toliko pristni odnosi. Ja, kot ste omenili, potem po 4 letih, v tem koronskem letu vas je pot pripeljala pa v Ljubljano, v skupnost v Dravlje.
Tako. kjer pa zdaj upravljate službo socija, predstojnika skupnosti, direktorja knjižne založbe Dravlje. Ja. Kar veliko pizdel. Ja, kar precej stvari mi je provincial naložil, zaupal. No. Po svoje sem to doživel kot eno zaupanje, ki ga moram upravičiti. Ne. In se pač trudim po svojih močeh na vseh teh področjih, kar se da storiti najbolje. Ne. Pri tem tajniškem delu, pri provincialu mi je veliko pomagalo delo na občini, ker sem tam delal tudi v pisarni, sem moral poznati tudi te pisarniške stvari, tako da se to lepo povezuje, kot da bi te Bog pripravljal že na to. Ne. Kot predstojnik skupnosti pa je tudi lepa vloga, ker si pač vplivaš na vzdušje v skupnosti, urejaš odnose, koordiniraš skupnost, ne, deliš vloge. Skratka, ena lepa izkušnja, lahko rečem. Pri založbi Dravlje pa tudi je lepa izkušnja, ker imamo spet odprt prostor, katere knjige izdajamo. Nismo profitna založba, se pravi nekako samooskrbna, ne, v tem smislu, tako da je naš namen je pastoralen, predvsem ne, tisto, kar izdamo, ne izdamo toliko knjig na leto. Tiste, ki pa izdamo, pa želimo, da so v redu. No. V tej smeri se trudimo. Tako da nekako po svojih močeh vse to usklajujem, kolikor se da. Sem se pa veliko že naučil v tem času, v teh 5 letih, kar sem v Dravljah, 4-5 letih. Veliko naučil o odnosih, o upravi, dobil sem tudi vpogled v notranjo strukturo reda, v našo provinco, spoznal sem jezuite globlje vsakega posameznega, ne. Tako da je to zelo dragoceno. No. Koliko pa vas je trenutno bratov v Dravljah? 7 nas je v skupnosti, imamo pa še enega misionarja iz Zambije, ki pa je začasno tukaj pri nas. Ni še odločeno, bo ostal v Sloveniji ali ne. Prav misionarji se zdaj na stare leta vračajo v Slovenijo. V Zambiji smo imeli močan misijon in zdaj se vračajo. Večina pride v Dravlje, v našo skupnost, ja. Ker imamo dovolj prostora, malo večje hiše je, tako da je tudi to lepo izmenjava teh izkušenj, ne, iz nekega drugega kulturnega okolja, kot je Afrika, kjer je polno ljudi, kjer krščanstvo cveti in ko pridejo sem, no samo to za anekdoto povem, ko pride misionar v cerkev in začne navdušeno razlaga, dolga pridiga, ne, in čaka odziv ljudi, je ostal čisto razočaran na koncu. Namreč v Ljubljani ljudje z nevtralnimi obrazi gledajo. Ne veš, kje si, sem dobro povedal, nisem dobro povedal, ni nobene interakcije, da bi te kdo kaj vprašal. V Afriki ljudje sodelujejo, ne, in potrjujejo, yes, father, ali pa, ne, tako, recimo tukaj pa nič, ne, sam gledajo. In zelo težko so se tega navadili, no, to moram reči, da je to ta kulturna razlika, isto krščanstvo, pa taka velika kulturna razlika, ko da vidiš, kako široko je tudi krščanstvo, no, izkušamo v skupnosti. Če rečemo zdaj še nekaj o res tem vašem osebnem doživljanju vašega redovniškega poklica. Že v začetku pogovora ste rekli, ko ste se odločali, ne, za to, da greste na pot za Gospodom, da niste želeli postati škofijski duhovnik, ampak da ste se videli v neki redovni skupnosti. V čem vidite to privlačnost, to prednost zase osebno, da delujete znotraj skupnosti, kjer vas je več bratov? Prvič je sama oblika neke temeljne krščanske skupnosti, a ne, to, kar je v evangeliju zelo bistveno. A ne. To mene vedno tudi močno nagovarjalo, da hodimo skupaj. Se pravi, kristjan se ne odrešuje sam. A ne. Ni to neko iskanje lastne popolnosti, kjer boš tekmoval z drugimi, kdo je bolj popoln in kdo je bolj svet, a ne. Ampak želiš zveličanje vsem in hodimo skupaj. Ne. To me je vedno zelo nagovarjalo v krščanstvu, ta dimenzija, in to se uresničuje v taki skupnosti, to je eno. Drugo je duhovnost sama, kot sem že omenil, ta globina duhovnega življenja, resnost duhovnega življenja, da se resno dela refleksije, molitve, duhovne vaje v tišini, zelo oseben stik z Bogom, a ne, to me se zelo nagovarja. Potem pa tudi sodelovanje med sabo, se pravi, izkušnja izmenjave talentov oziroma dopolnjevanje. Ko se lotimo določenega projekta, si lahko zelo pomagamo s tem, da se dopolnjujemo. Ne. Ko si v skupnosti, moraš priznati svoje lastne meje. Je tudi za osebno rast zelo dobro, ker drugi ti tudi pokažejo ogledalo, a ne, kdo si ti in kje so tvoje meje.
In tam mora nastopiti drugi, kjer ti ne moreš. In moraš znati prepustiti en del drugemu in mu zaupati. Ne? In se učiš tega vzajemnega zaupanja, upoštevanja drugega človeka, ne? In veseljenja nad našim skupnim projektom. Se pravi, ne samo kaj sem jaz naredil, ampak kaj smo mi naredili, oziroma kaj je Bog po nas naredil, no? Da se veselimo skupaj tega. In da je veselje enega tudi veselje drugih. Ne gre vedno tako idealno, tudi mi redovniki smo individualisti včasih, ne? Posebej nas jezuite imajo za individualiste, ne? Ampak v praksi v novejšem času ni več tako. Ne? Je veliko bolj poudarjena skupnost, kot je bilo to v preteklosti. In tudi mlajši, ki prihajajo, vedno zelo poudarijo pomen skupnosti. Mlajši, ki se nam pridružijo. To je skoraj na prvem mestu. Ne? In tudi nek zgled skupnosti, ali ko so videli odnose med jezuiti, jih je precej nagovorilo, da so vstopili. Ne? Ja. Kako pa vi kot predstojnik skrbite za te odnose, da tudi znate videti te razlike, da tudi ko pride do morebitnih nesoglasij ali pa različnih pogledov glede določenih vprašanj, kako poskušate, ne bom rekel, da vsi razmišljate potem enako, ampak da znate v tej različnosti in individualnosti živeti skupnost? Ja, jaz predvsem vedno poudarjam, da imamo to skupno srce, to je Kristus, ki nas povezuje in moramo ločiti to notranjo vez od naših značajev in od naših trenutnih prepričanj. Ne smemo tega povezovati, ali pa enega človeka, da bi povezal samo z njegovim prepričanjem, da je to ves človek. Ne? Vsi smo se odločili za ta red, skupne duhovne vaje delamo, imamo zelo močan skupni imenovalec, vsi verujemo v Kristusa. Ne? Vedno pa rečem, če pa kdo ne veruje Kristusa, pa lahko danes gre. To je pa čisto jasno. Ne? Tudi jasno poveste tako. Jasno. Tukaj pa, če nekdo ne živi redovnega življenja, se vidi, da nekako ne more oziroma ne čuti tega, je pa treba zelo jasno reči, da čim prej gre. In si izbere drug način življenja, kjer bo več naredil, in bo tudi veliko predno tudi za Boga več naredil. Ne? Tukaj se pa matra in tudi ne vpliva dobro na vzdušje ostalih. A ti mladi, recimo, ki prihajajo ali pa se želijo pridružiti redovnim skupnostim, recimo konkretno vam jezuitom, imajo radi jasno besedo? Verjamem, da vsak človek potrebuje jasno besedo, ampak kako reagirajo današnji mladi? Vemo, da današnji mladi težko priznavajo bodisi avtoriteto, bodisi neko jasno besedo, ki jo vi na predstojniškem mestu imate in ste odgovorni, poklicani za to, da nekaj jasno poveste. Ja. Mislim, da sta obe med mladimi, je zdaj tudi zelo močan trend jasnosti. Zelo si želijo jasnost, ko se izražajo, vedno poudarjajo jasnost. Želimo jasna načela, želimo, da se dosledno živi redovništvo, tako kot je Ignacij učil, oziroma prvi sobratje, da smo pravi redovniki. To je ideal skoraj vsakega mladega. Ne? Po drugi strani ima pa te težave iz lastnega življenja, z lastne izkušnje, da pa to težko uresničuje. Ne? Tukaj, ko pa nastopi za njega osebno neka meja, ko doživi mejo, ko mu ti postaviš mejo, počasih nastopi kriza. Nekdo to razume, da zdaj tudi njega zadeva to, kar je govoril, nekdo pa počasi to dojame, da pravzaprav tudi za njega velja to, kar bi rad, da tudi on naj bi dosledno živel, vse te naše zaobljube, pravila in tako dalje. Ne velja to samo za druge. Včasih se hecamo, jezuit zelo dobro ve, kaj je dobro za druge, za sebe pa tako. Ampak vidim, da se trudijo v to smer in tudi upoštevajo avtoriteto, s tem, da poudarjamo to, da se za njo sam odločiš. To je zelo pomembno pri nas, pri jezuitih. Za red si se sam odločil. Sam si naredil zaobljube in sam odgovarjaš za svoje življenje. V osnovi. Torej, ne boš imel ata in mame, ki te bo kontroliral ves čas. Nisem tukaj zato kot predstojnik, da bi kontroliral, ali delaš pravilno, ne delaš pravilno. Jaz sem za koordinacijo življenja tukaj. To je pa predvsem tvoj osebni problem, tako da morajo razumeti, da se pokoravaš avtoriteti zaradi odločitve. Ne iz strahu, ampak zaradi lastne odločitve, ker veš, da je to dobro vsem, da je to duhovna dimenzija. Če pa vidiš seveda, da se predstojnik zelo moti, to pa ni problem danes izraziti. Tudi ti izrazijo vse, kar si mislijo, so bratje. Odkril sem tudi kot predstojnik, da je pač treba predstojniško službo zdaj tako opravljati, da služiš.
res moraš biti prvi, ki služi, potem skupnost gre. Ne moreš biti nek gospod, ki ukazuje, pa sam ne delaš teh stvari. Moraš biti prvi, ki pomiva posodo, prvi, ki pometa. A ne? Če nisi to, nimaš kaj govoriti drugim. Tako da sam se tega držim, kolikor se da. Se vključujete tudi v ta opravila potem? Absolutno, absolutno. Prvi med enakimi, ne? Ja, tudi več, kaj za drugimi, kaj pospravim, pa to, pa potem ne kritiziram, a ne. Sem pa tja pa treba opomniti, a ne, da pa če se ponavlja na stvar, da naj pa drugi malo bolj pazijo, ne, na to. Tako da predvsem skozi služenje razumem to, ne. Tako kot je Kristus učil, a ne. Ja. Kaj pa, ko imate seveda veliko tega administrativnega, koordinacijskega dela, skrbi za skupnosti, kaj pa pater Marjan, kdaj si pa najlažje in najraje vzamete trenutek zase in ko pride ta trenutek, kaj najraje počnete v tihoti, v samoti, ko rečete, zdaj pa imam res 1 uro zase? Ja, včasih žal ne pride tako pogosto to, ne, ampak ko je, jaz sem zelo rad, se pravi gore, samo na sebi, ne, ker se pač blizu gora doma dobra Sevška dolina, je tam Ratitovec, pa smo imeli Bohinjsko dolino na drugi strani, tako da smo veliko v hribe hodili kot v mladih letih, a ne. In gora je zame en tak močan simbol, a ne, za razmišljanje, trud, da prideš na vrh, pa vse to, a ne. To je ena stvar, druga je pa to, da si lahko vzamem kaj časa za tišino, čisto to, da grem nekam sam v tišini, ali pa, ko gremo skupaj s sobratikam, skupaj, recimo poleti imamo na Murterju, imamo eno hišo in vsako poletje imamo 10 dni skupaj počitnic. In to je zelo lepo, ko gremo vsi tja in smo čisto sproščeno skupaj. To so res lepi trenutki. Ali pa tudi zvečer, sproščeni trenutki so včasih tudi v skupnosti, ko se zvečer usedemo po delu in se sproščeno pogovarjamo. To je nekaj izredno lepega, posebej poleti, včasih tam na strešek pri hiši, pa se zunaj usedemo v tistem večeru in se pogovarjamo. Ne. To je zelo sproščujoče. In vsak lahko pove, kaj je bilo v dnevu, marsikdo je poln šal, a ne, ki jih zna lansirati med druge. In tudi nasplošno to sprošča, se mi zdi, ta izmenjava sproščena med nami. Ne. Zdaj, znani ste tudi po tem, da vodite misijone po župnijah, spoznavate različne ljudi, različne njihove zgodbe. Pater Marjan, ko takole greste od župnije do župnije in se pogovarjate z ljudmi, kaj bi rekli, po čem danes najbolj hrepeni današnji človek v tem svetu? Ja, tako najprej mislim, da najbolj hrepeni po tem, da bi bil slišan, da bi obstajal, a za druge, da ga pravzaprav zares poslušaš, da sliši, da doživi, da je res zares slišan, da je spoštovan, ne, to osebno spoštovanje. Potem pa tudi hrepenijo po neki harmoniji in popolnosti in to iščejo na različne načine, ne, potem, kako bi doživel to skladnost v sebi, to. In potem pa iščejo tudi globino, kamor bi se pripeli, kjer bi se utemeljili, namreč v tem dokaj relativističnem svetu, a ne, kjer se zdi, da ni več nobene opore, a ne, ljudje zelo iščejo nekaj, na kar bi se temeljno uprli. Tisto, kar sem jaz tudi sam iskal v življenju in mi zelo prav pride ta moja izkušnja, da vem, da sem doživel ta temelj in lahko rečem, ta temelj obstaja, ne, vsaj zame, ne, v tem smislu. In jim zelo lahko s tem pomagaš, s to izkušnjo, bi rekel osebno, ali pa tudi pomagaš priti do tega na njegov lasten način. Namreč Bog ima za vsakim mal svoj način, vidim, a ne, kako ga sreča, in predvsem to, da se trudim razpoznati, kakšno originalno pot ima s tem človekom Bog in kako po njem delati, bi ga spodbujal v tisto smer, ne, da bi našel ta temelj. Ljudje si želijo pripetosti, orientacije, ne, malo so dezorientirane, bi rekel. Ne. Se pravi, ta slišanost, ne, pa orientiranost, to si želijo pa harmonijo, notranjo neko povezanost, ker ljudje se čutijo zelo razbite, raztreščene na koščke. Že zaradi medijev, nekaj imaš tam, nekaj. Tako da vidim, da včasih zvečer ljudi niti ne vedo več, kaj so čez dan delali. Ne. Neka raztresenost je. Ne. In potem zaradi raztresenosti karkoli težko delaš in za karkoli se težko odločaš in težko se sploh identificiraš, kdo sploh si. Ne. Mogoče na misijonih imamo del opravka čisto s temi temeljnimi stvarmi, bi rekel psihoantropološkimi, a ne,
potem pa tudi zadene to v globinah pa na duhovnosti. Imate morda kdaj občutek, da ste boljše kot spovednik, da ste tudi psiholog, oziroma ste kar neka mešanica? Ja, dostikrat pride do tega, to je res, ja, ker ljudje sami želijo imeti tudi duhovni pogovor, včasih kar pri spovedi, ali pa ločimo, da je spoved pa duhovni pogovor, ja, in pričakujejo to. Nekateri, kar rečejo, so že rekli, za terapevta plačam 50 evrov na uro, tisti pa zastonj. Tudi kakšen tako reče. Neposreden. Ja. Čeprav jaz nisem specialist za psihoterapijo, ampak do določene mere ti že sama izkušnja z ljudmi, posebna izkušnja, pokaže, kaj svetovati oziroma kam usmeriti človeka v iskanju, in po rezultatih se vidi, recimo, da je bilo v redu. Ko pa gre za bolj zapletene stvari, pa tako moramo poslati k psihologom ali pa psihiatrom, recimo. Moraš nekoga imeti, ki ga poznaš, da pošleš človeka tja. Ja, potrebe vsekakor so velike in tu upravljate res dragoceno poslanstvo. V začetku smo omenjali Škofjeloški pasijon, in letos v marcu in aprilu bodo spet na sporedu predstave. Si tudi zdaj ogledate, oziroma si nameravate ogledati kakšno od predstav, zdaj, ko niste več v tej vlogi, ko ste čisto zraven, ampak vendar, kako, s kakšnimi občutki jih spremljate zdaj po tolikih letih, ko ste jih vi režirali in skupaj pripravljali? Ja, zame je to nekaj fascinantnega. Posebej je to, da je to postal spomenik nesnovne kulturne dediščine na UNESCO seznamu, prvi slovenski spomenik. To je zame neverjetno od teh začetkov takrat. Poleg tega sem pa prav ponosen, da se spet odvija Škofjeloški pasijon. Posebej sem pa vesel režiserja, ki je tudi večdimenzionalen človek, in tudi ne zanemarja te krščanske ali pa verske dimenzije. Je argentinski Slovenec. Sam sem imel toliko vloge pri tem, da sem bil v strokovnem odboru za pasijon, ko smo izbirali režiserja, in vesel sem, da je bil izbran on med večjimi, ki so se prijavili na ta razpis. In mislim, da res gre nekako po božjem načrtu in da bo to nekaj zelo dobrega. Kolikor slišim tudi igralce, nekatere poznam, ki se mi oglašajo, bo to nekaj zelo dobrega. Zanimivost pri tem je, kar me je presenetilo, da so nekateri igralci še zvesti meni, se pravi tistemu pasijonu, ki smo ga takrat imeli, in se tudi referirajo, se je Marjan to rekel, da sem jaz tukaj. In to po 25 letih. To pa je zvestoba, ne? Ja, to pa je. Da so se toliko identificirali svojo vlogo in da to držijo, kot je bil tudi nekako prvotni namen, da postane tradicija na Škofjeloškem. In vidim, da je zdaj ta aktualni režiser Marcelo Brula uspel najti predvsem mladih igralcev, da jih zelo dobro pripravlja, in mislim, da nas pa tudi poseguje v kostumografijo, scenografijo, mislim, da nas čaka nekaj zelo lepega. Seveda sem že kupil karte za eno večerno pa eno dnevno predstavo. Ja, ne dvomim, zvečer je čisto drugače. Počasi se zaključuje čas za najin pogovor, pa vendar bi vas vprašal še tole. Govorila sva kar nekaj o mladih dekletih in fantih. Kaj pa tisti, za katere recimo opažate vi, ko ste na terenu ali ste med njimi, opažate, da jih Bog kliče, vam to morda celo zaupajo in povedo, kaj jim svetujete, oziroma kako jih opogumite v tem smislu, ne da samo, da je ta zagotovo to njihova pot, ampak da prosijo za to, da jim Bog res da en jasen znak, en glasen klic, ali je ali ni. In da morda ni prav, če se na nadaljevanju izkaže, da pa to ni njihova pot. Ja. Mislim, ravno k temu, ko ste rekli, jih spodbujam k molitvi, se pravi k prošnji za to, da bi se mu razjasnilo, kaj je prav, če je prav, da se za to odloči, in pa da se odloči, če v duši čuti, da je to temeljno prav za njega, za njegovo življenje, in ne da bi gledal ostale strahove ob tem, ker to prinaša srečo. Lahko povem tudi po izkustva drugih, ki sem jih spoznal na tej poti. Tisti, ki se niso odločili za to, pa so zelo čutili močno, kar niso nekako čisto srečni potem v življenju. Mislim, ne da bi jim ne šlo življenje, lahko vse gre v redu, nekaj pa jim manjka, neko nezadovoljstvo duhovno ostaja lahko. Tako da je prav, da poslušaš tukaj Božji glas in se odloči za to. Predvsem pa je tudi prav, da je pripravljen prevzeti sam odgovornost za to, pač Bog in on, da se ne referira na nobenega človeka pri tem, ko se odloča, zaradi tega sem se odločil, zato ker je ta tam v tem redu, bom šel tja. To so napačne odločitve, po mojem.
ampak mora biti pripravljen se odločiti na ta način, tudi če vsi opustijo ta red, bom jaz ostal. Ne. Se pravi, imam tako močen ta klic, tako me veseli to, zaradi Kristusa predvsem, ja. Zaradi te karizme ali pa Kristusa ali pa tega ustanovitelja, ker je nekaj v meni, se je nekaj odzvalo v globini in se zaradostilo. Tudi sam sem tako doživel, pač zaradosti se tvoja notranjost, kot ne vem, kot Marija tam ob spočetju, v bistvu nekaj se je v njej premaknilo, nekaj se je zaradostilo, ali pa po obisku Elizabete, ki se je poskočilo dete v telesu, v tem smislu ena taka primerjava, ampak dejansko nekaj se odzove v tebi za to karizmo, za tak način življenja. In temu dobro slediti kljub vsem težavam, pa značajskim oviram, pa vse to, kar imaš, za nekaj te bo Bog že porabil potem. Tudi če si brez posluha za petje, tudi če, ne vem, imaš neke take značajske lastnosti, si bolj robat ali pa kakšen, ne vem. Če si poklican, je dobro, da se odzoveš. Potem boš našel poti, oziroma Bog bo našel poti, da te bo usmeril naprej. Pa ne se zgodi karkoli. Ja. Mladi gledajo, mladi nas opazujejo in seveda je zgled starejših, modrejših seveda ključen pri tem. Pa zdaj čisto osebno vprašanje za konec. Zakaj ste vi po 15 letih še vedno rad redovnik? Kaj vas v redovniškem poklicu najbolj izpolnjuje in osrečuje? Mislim, da ravno ta globoka pripetost na Kristusa, kot ta temelj, ki je neizpodbiten in na katerem res lahko gradiš. Odkril sem ga kot edini temelj v življenju. Nobena druga stvar, znanstvena, katerakoli, ne stoji tako trdno in ni tako večdimenzionalna. Se pravi, ta pripetost me najbolj drži. Drugo pa je to zastonsko delo ali darovanje za ljudi, ki zelo usrečuje. Meni to prinaša ogromno sreče, ker je zaston, ker to daje, ne vem, neko plemenitost, neko notranjo duhovno rast, je predvsem meni v korist. Čeprav bojo rekli ljudje, si pomagal tukaj, tam, to si naredil, pa živimo od darov, veš, če si ta zavest prisotna, lahko se včasih počutiš kot neke vrste prosjak, revež, ki prosi za denar in nekako odveč za jedalec družbe, pa vendarle ogromno stvari naredimo za ston, v tem smislu. In če bi, ne vem, računali terapije ali pa ne vem kaj, pogovore, po 50 €, če bi duhovniki to računali, bi bili bogataši, v tem smislu. Ampak to usrečuje ta zastonskost. Se pravi, moramo imeti za preživetje tisto, da kot en tak srednji sloj, da živimo, da lahko delamo normalno, potem bo stalo pa zaston, in ta zastonskost. Jo tudi priporočam ljudem vedno, ko so v dolgčasu, ko izgubijo smisel življenja, začni delati nekaj zaston za druge. Popolnoma zaston. In ne pričakuj ničesar, ne vrnitve, niti v hvaležnosti, v tem smislu. No in to usrečuje, to lahko rečem. In to me zelo drži in vse čudeže, ki sem jih videl, ki jih je Bog naredil, že v tem času, po drugih sobratih ali pa po meni, tudi sem videl zdravljenja po maziljenju, vsaj 3. Pa nimaš nič s tem, ni to nobena moja svetost in to je eno čudenje, ko gledaš, kaj Bog dela. In ti smeš biti ta služabnik. Zelo me pa nagovarja tudi recimo sveta maša pa spoved, ker imam tako službo, da sem lahko tam, kjer greh odhaja s sveta. Lahko sem zraven pri tem čudovitem dejanju, ko greh se mora posloviti. Nekje not prihaja, tukaj pa gre ven ta veriga zla, ki se prenaša več kot človeka na človeka. Bodi si sveta maša, kjer se Kristus daruje za vse. In zato je fascinantno, to je nekaj neverjetnega in je privilegij biti čisto zraven. In da si lahko celo posrednik, to je zame pač nedojemljivo, samo na sebi, po drugi strani pa velika sreča, da si v tem not potopljen. Ja. Torej, lahko rečete, da živite življenje, tudi življenje v skupnosti, kjer se res počutite doma oziroma domače. Zelo, 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 ja. Hvaležen sem, da se za ta način življenja odločil. Ja, najlepše je res, ko se človek počuti kot doma, tako res lahko živi svoje življenje v polnosti. Jaz vam želim, da bi živeli v polnosti svoje redovništvo, naslovljeni, kot pravite, na Boga in v ljubezni do bližnjega. Hvala lepa za vso pozornost in vprašanje. Naj pa zaključim z eno od misli od ustanovitelja jezuitskega reda Ignacija Lojolskega iz njegovih duhovnih vaj, ki v navodilih za vsak dan pravi tako: ljubezen se mora uveljaviti bolj v dejanjih kot v besedah.
Hvala za vašo pozornost, drage gledalke in cenjeni gledalci, in z Bogom.